Prav lepo pozdravljeni v oddaji Minute za kulturo. Za uvod bi vam želela citirati besedilo avtorice Brede Kroflič. Lutka je igrača, lutka je maska. Lutka je sovrstnik, lutka sem jaz. Lutka je spodbuda za akcijo, je motivacijsko sredstvo, ki ni le beseda. Lutka je družabnik za pomoč pred osamljenostjo. Naj vam predstavim današnjega gosta, Bojana Motoha, člana lutkovne sekcije Kulturnega društva Svoboda Kisovec. Bojan, pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni. Se strinjate z Bredino mislijo? Ja, bi se v popolnosti strinjal s tem, ja. Lutka je dejansko pripomoček oziroma tudi partner v vseh teh stvareh, ki ste jih našteli, in pa tudi nekje prva igrača vsakemu otroku. Kaj pa je pravzaprav vaše delo v lutkovni skupini Luki? Zakaj ravno tak naziv skupine, če morda veste? Luki verjetno izvira, Kulturno društvo Svoboda Kisovec ima več sekcij, ne, in takrat, verjetno na začetku, ko so se sekcije ustanavljale, so nekje skrajševali te dejavnosti, ki so se dogajale v samem društvu. Se pravi, Roki je ime skupine ročnih del, Liki je ime skupine likovnih ustvarjalcev v okviru kulturnega društva in mislim, da je iz tega tudi nastal Luki. No, vi niste od samega začetka v tej lutkovni skupini. Nam morda poveste, kako ste začeli delati pri skupini? Sami začetki lutkovne skupine segajo v 2010, kjer so pri postavljanju dejavnosti kulturnega društva verjetno dobili tudi idejo o lutkovnem gledališču in takrat prvo postavo, če tako rečemo, je vodila gospa Mia Pfeiffer in to je trajalo vse do 2015, ko je samo skupino prevzela Katarina Eranovič in potem smo nekako se vključili še ostali. No, kaj pa je vaše delo pri lutkovni skupini? Moje delo... Fantič za vse, ne? Katarina bi rekla deklica za vse, ne. Ker sem jaz edini v pokoju oziroma imam največ časa, čeprav upokojenci pravijo, da nimajo časa, ne, sem uskočen tam, kodar je treba, ne. Ali gre za pripravo same scene, po tej tehnični plati, ne. Mi imamo v sami skupini recimo lutke, sceno, te stvari urejajo Urška Motoh Bračič, to je moja hčera, in pa Katarina Eranovič. Po tehnični plati pa v bistvu žage in te stvari so pa v moji domeni. Torej, lutke izdelujete popolnoma sami? Lutke izdelujemo popolnoma sami, ja. Tako da sama idejno zasnovo nekje postavijo Urška in Katarina, potem pa tudi samo izdelavo lutk so, kar se šivanja in teh stvari tiče, v glavnem one, se pravi, če pa kaj tazga prav po tehnični plati, pa pol poskrbim jaz za te zadeve. Na kaj morate biti pa pozorni pri izdelovanju scene? Scena, ker je pač vsako gledališče je tako, da rabi sceno, ker ne gostuje samo v matični hiši, ampak gostuje tudi po drugih krajih, ne. Mora scena biti lahka in prenosljiva, ne, in v merih, v dimenzijah, da jih lahko pelješ tudi v osebnem avtomobilu, ne, če je potrebno. Zato se držimo že pri načrtovanju te scene
gledamo, da mislim, da je zadoščeno tem dimenzijam. Na kakšen način pa vaše vaje potekajo? Kolikokrat na teden se dobite? Na samih vajah se dobivamo redno enkrat tedensko. Treniramo tam 1 do 2 uro pa pol. Pred samimi predstavami je pa treba še kakšno več, ker Katarina ni vedno zadovoljna z našo interpretacijo, in pol prav bi bilo fino, če bi se še enkrat dobili pred predstavo. Kakšna pa je sestava skupine? Ste morda generacijsko tam ali je razpon večji? Razpon je zelo velik, Najmlajša članica je stara 9 let, najstarejši član je star 63 let. Tako da, se pravi, če bi kar naštel, kdo smo v sami tej naši lutkovni skupini, pa če grem od najmlajšega, je 9 let je stara Lina Eranovič, to je hčerka od Katarine. Potem Lavrač Andreja hodi v 1. letnik vzgojiteljske šole. Potem je Petra Potisek, je zaposlena v domu starejših občanov kot delovna terapevtka. Potem sem pa že jaz, kar se tiče samih igralcev. Tako kot sem že rekel, za lutke, za sceno skrbi še Urška Motoh-Bračič in v sodelovanju seveda s Katarino in po tehnični plati pomagam jaz. Potem imamo pa še kdaj potrebujemo še kakšnega, da nam pomaga pri transportu, recimo od Petre mož ima tudi malo večji avto in da zložimo to sceno in jo pač peljemo na prizorišče, kamor je pač treba. Kje pa ponavadi nastopate? Mi smo v lanskem letu, februarja nekje smo se pogovarjali o začetkih te druge dobe lutkovne skupine. Se pravi, takrat gospa Mija Pfeiffer se je odločila, da pač ne more več nadaljevati te dejavnosti in je prevzela Katarina to zadevo in smo začeli postavljati v bistvu novo ekipo. Od stare ekipe je ostala samo Monika in na žalost nas je še ta zapustila. Tako da v konec leta 2015 odločili smo se za Zverjasca. Moji soigralci so prisotni v studiu za Zverjasca in potem smo premierno zadevo uprizorili v domu starejših občanov na Izlakah za stanovalce in pa za otroke zaposlenih in sodeloval je tudi dedek Mraz. Tako da potem smo, mislim, da je drug nastop je bil v Božičnem mestu. V Božičnem mestu se vsako leto dogaja dosti stvari, in ena od njih je bila tudi naša lutkovna predstava. Potem smo še za dedka, mislim, v sodelovanju z dedkom Mrazom nastopali v klubu Pondokvan Zagorje. Udeležili smo se regijskega tekmovanja lutkovnih skupin, tako da je to v bistvu to, kar smo s tem Zverjascem nastopali. No in pa na občnem zboru samega Kulturnega društva Svobode smo ravno tako uprizorili to predstavo, da tudi člani vidijo, kaj smo v bistvu
počeli skozi to obdobje. Na kakšen način pa skrbite za promocijo in vabila na predstave? Sama vabila, na tem regijskem tekmovanju za to regijsko tekmovanje so določeni kriteriji, kaj vse more biti, ne, in med drugim je tudi plakat, pa gledališki list in te stvari, tako da tudi tega smo izdelali v domačih krogih. Drugače pa se sliši, ne, en drug pa vpraša, ne, a bi pri nas k nam tudi prišli, ne. Nažalost smo bili zmenjeni za Želodkov festival v Hrastniku, ampak zaradi odsotnosti ene od igralk smo to morali odpovedati, ne. Imate morda v prihodnosti načrte za kakšno avtorsko predstavo? No, zaenkrat mi smo se odločili, da bi najprej recimo dejansko postavili na trde temelje to skupino. Ne rečem, da se bo mogoče kdo kdaj našel, pa tudi to zadevo se lotil zadeve v tej smeri, vendar zaenkrat še ne razmišljamo, no. Kaj pa ste kdaj odigrali predstavo morda na prostem? Ja, saj v Božičnem mestu je ta zadeva bila odigrana na ploščadi. Super. Kaj pa ste se udeležili tudi kakšnega festivala izven naših občin? Ne, se pravim, zaenkrat ne. Samo to regijsko tekmovanje, ki je bilo, mi niti nismo vedeli, kako ta zadeva poteka. Iz regijskega tekmovanja se potem po nekem ključu, ki ga jaz sicer ne razumem, zberejo tisti, ki potem grejo na državno tekmovanje, ne, oziroma srečanje. Tako da v letošnjem letu nam to ni uspelo, ampak saj smo prvo sezono v bistvu bili zdaj v tej postavi, tako da je se še vse mogoče. Ja. Ja. Kakšen pomen pa mislite, da ima lutka za otroke? Kakšen odziv je v vrtcih, ko pridete z lutkovno skupino? Tako kot sem že na začetku rekel, ne, lutka je v bistvu ena prvih igrač otrok in se zelo hitro identificirajo s samo lutko, ne, tako da sami odzivi so dejansko tisti spontani, lepi in je to tisto, kar te nekje vleče naprej, ne, ko vidiš navdušenje, tiste svetleče oči, ko lutka, lutka stopi v prostor in se nekje tudi tiste zavore poderejo, ki so eventualno še bili, ne, ker lažje je skozi lutko komunicirati, ker je majhna, prijazna, ne. Mi smo pa veliki, ne, in je skozi lutko lažje vzpostaviš sam kontakt z majhnimi ljudmi. Ponavadi imate najbrž naučne zgodbe, pa bi vas rada vprašala, če morda se da z lutko vzgajati otroke, se jih naučiti nekih moralnih vrednot morda? Ja, mislim, da. Jaz bi se strinjal s tem, ne, ker ti skozi lutko lahko drugače vzgajaš kot sam odrasel človek, ne, ker otrok bo videl, kaj počne ta lutka, ne, in bo mogoče bolj dovzeten za same nauke, kot pa recimo, če mu ti razlagaš, da mora ene stvari početi, ne. Če bo lutka rekla, daj to naredi, ne, bo prej šel, kot če mu bom rekel jaz, daj to naredi, ne. Kateri lik pa vam je bil najbolj pri srcu in zakaj? Jaz sem igral tega ljubega zverjasca in mislim, da je bilo kar v redu, no. Tako da
jasna stvar, najbolj v tem zverjascu je navihana sama miška, ne, iznajdljiva in je otrokom dejansko prirasla k srcu. Zverjasc je nekje negativen lik, ne, čeprav ne toliko, da bi pač vplival na otroke v taki meri, da bi se ga bali ali pa, ker ga miška vedno vžene v kozji rok, ne. Ampak zverjasca ste pa nekako kombinirano igrali. Ja, mi smo se že, ko smo postavljali nekje predstavo, smo rekli, kaj pa, če bi zverjasca uprizorili v naravni velikosti, ne. In pokazalo se je za super idejo, ne. Zato tudi naslednjo predstavo, ko pripravljamo, jo bomo v taki obliki, da bo osrednji lik igrana, ne pa lutkovna, figura. Pa nam lahko poveste še kaj več o naslednji predstavi ali je zaenkrat še skrivnost? Ne, ni skrivnost. V pripravi je že, oziroma že tudi vadimo, je Strah avtorice Jane Milčinski, ki je pa ravno tako poučno in vzgojno in šaljiva predstava. Strah je v naravni velikosti, med drugim so še medved, zajec, muca, miška, ne. In problem tega strahca je, da se ga nobeden ne boji, ne. In kako, ne, strah sem, pa se nobeden me ne boji, ne. Tako da luštna predstava, moram reči, da se tudi na vajah že zelo nasmejimo. Kdo pa vam pomaga s financami? Zaenkrat finance niso problem, ker delujemo v okviru kulturnega društva Svobode in gre vso to financiranje preko kulturnega društva, pač za material, ki ga rabimo za izdelavo scene lutke, financira samo društvo. Potem tudi, če kaj zaslužimo, gre v društven sklad. Tako da zaenkrat moram reči, da nimamo problemov. Mislim, ni se zgodilo, da bi nekdo vprašal, a to pa res rabiš, ne. Tako da začetni stroški so vedno, ne, saj za sceno so barve, material, naredimo pa tako ali tako vse sami, ne. Kakšne pa so vaše želje in cilji za prihodnost za lutkovno skupino Luki? Da bi zadeva se še majčkeno razširila. Tako kot sem že prej rekel, to bo druga predstava. Mogoče je malo problem majhnost te skupine, ampak saj, če bi bila večja, bi bilo verjetno tudi problem, ne. Ker tako kot sem rekel, ena članica nas je zapustila, ker se pač seli v Ljubljano in je čist razumljivo in logično, da ne more več sodelovati z nami. Tako da sam pri teh lutkovnih skupinah oziroma gledališčih je problem samega števila, ne. Recimo ena klasično gledališče ima lahko 10, 15, 20 članov, kar je tudi v samem, so predstave z večjimi člani, ne. Mi ne moramo imeti 20 članov, ne, ker vlog je pa 4. Ker slej ko prej se bo počutil eden ali zapostavljen ali karkoli, ne, ker ljudje smo pač taki, ne. Zakaj sem se cel let učil, vadil, hodil na vaje, ne, v sami predstavi pa ne morem sodelovati, ne. Tako da sicer za kakšnega člana bomo še povečali samo skupino, da razbremenimo Katarino, ki
poleg režiserskih in vseh logističnih del sodeluje zdaj tudi kot igralka, pa bi bilo fino, če bi lahko pač nekje sedela, gledala, popravljala naše napake in te stvari, ne. Zdaj pa glede na to, da nas je pa toliko, ne, pa mora tudi vskočiti v tej vlogi, ne. Morda se oglasim kar sama. Ja, krasno. Bojan, hvala za pogovor. V tem trenutku pa bi vas prosila, če mi pomagate pri žrebanju 3 srečnežev, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ki pa se je glasilo: pri kateri založbi je izšel roman Spokojni svet, ki ga je napisal Edo Rodošek? Pravilni odgovor je založba Karantanija. Pa če morda kar... Prvi žrebani prejme knjigo založbe Karantanija. Hvala. Kekec na hudi poti in vstopnici za Kino Zagorje. Takole, roman Spokojni svet, ki ga je napisal Edo Rodošek, ki je šel pri založbi Karantanija. Pravilen odgovor, Marjan Koren. Pa lahko kar drugega. Drugi žrebani prejme knjigo založbe Primus, Zakon privlačnosti in vstopnico za Kino Trbovlje. Založba Karantanija, Mitja Kokalj. Pravilen odgovor. Pa lahko kar tretjega. Tretji žrebani pa prejme knjigo Romana Leljaka, Udba. Pa pogledajmo, če je odgovor pravilen. Karantanija. Rok Zagorišek, takole. Čestitke vsem nagrajencem. Novo nagradno vprašanje založbe Karantanija in Ved pa se glasi: pri kateri založbi je izšel roman Tanje Dimitrijevske Jemar Erik, ko je v srcu in duši ves čas hkrati? Prvi žrebani prejme knjigo založbe Karantanija avtorja Marka Derganca, Profesor Čurilaj in Papiga Kiki in vstopnici za Kino Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo založbe Primus Tapkanje in vstopnico za Kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme knjigo Romana Leljaka Zbornik Vetrinje Tehar je rog. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali na etv@elektroprom.si do konca 24. oktobra. Avla Zagorskega kulturnega hrama je v torek 27. septembra gostila odprtje razstave v organizaciji območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Zagorje. Na razstavi z naslovom Oblak, voda, zvok, kristal so se predstavili domači likovni ustvarjalci. Kulturni program so popestrili mladi glasbeniki Glasbene šole Zagorje, samo odprtje pa je prevzela vodja območne izpostave Vanda Kopušar. V kratkem nagovoru je predstavila razstavo, pred mikrofon pa je povabila tudi direktorja občinske uprave Rudija Medveda ter strokovno spremljevalko Ano Sluga, ki je skozi strokovno oko pokomentirala razstavljena dela. Več o sami razstavi pa nam je po uradnem odprtju zaupala vodja Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije območne izpostave Zagorje. Gre za razpis za temo, ki jo je pripravila koordinacija osrednje slovenske regije in območne razstave potekajo po 11 izpostavah v osrednji Sloveniji. Današnja razstava je kot prva prav tu v Zagorju. Na naš razpis se je iz zagorske občine prijavilo lepo število likovnih ustvarjalcev, 13. Razstavo pa si je seveda strokovno ogledala magistra umetnosti gospa Ana Sluga, ki ima seveda v naslednjih prihodnjih dneh in tednih seveda še na ogled kar nekaj teh območnih razstav po osrednji Sloveniji. Gospa Ana Sluga bo pripravila tudi regijski izbor, regijska razstava na to seveda isto temo, Oblak, voda, zvok, kristal, pa bo prav tu v našem Zagorju prvič 10. novembra v galeriji Medija Zagorje. Tudi letos je v soboto 1. oktobra potekal tradicionalni Sovretov pohod. Udeleženci so svojo pot lahko začeli z 2 koncev, tik za železniško postajo v Hrastniku ali pa ob dvorani Dolanki na Dolu pri Hrastniku. Cilj pa je bil Šavna Peč, rojstna vas velikega slovenskega prevajalca Antona Sovreta, kjer se je odvijal pester program. Vokalistka Agnes Komlanc je poskrbela za čudovito izvedbo pesmi Slovenija, Odkod lepote tvoje, slišati pa je bilo tudi melodije harmonike in trobente. Podeljenih je bilo kar nekaj nagrad tistim, ki so se Sovretovega pohoda udeležili 5. ali 10.
Letos je bil pohod namreč organiziran že 13. Slavnostni govorec prireditve je bil dr. Primož Vitez, profesor na Filozofski fakulteti, prevajalec, jezikoslovec, dramaturg in Sovretov nagrajenec. Daljši prispevek smo objavili v oddaji 7. V Trboveljski knjižnici je v sredo, 28. septembra, zvečer potekal pogovorni večer o avtizmu. V uvodnem delu se je z glasbenim prispevkom na sintesajzerju predstavil Kristjan Božič. O oblikah, vzrokih in posledicah bolezni ter o življenju z avtističnim otrokom je iskreno spregovorila Katja Šergan Božič, mama Kristjana Božiča in velika borka za pravice in boljše pogoje življenja avtističnih otrok. Na pogovornem večeru je bil tudi Zoran Drnovšek Raketka, ki Kristjanu pomaga pri zdravljenju. Daljši prispevek smo objavili v oddaji 7. Vinko Grgić je mornar po duši in srcu. Čeprav že upokojen, je strast, s katero pripoveduje o svojih dogodivščinah in izkušnjah na različnih ladjah, brezmejna. Nedavno ga je gostila knjižnica Mileta Klopčiča v Zagorju. Čeprav ne ravno veliko obiskovalcev, je z zanimanjem v uri in pol skozi njegove besede doživljalo razburkano morje tudi z 18-metrskimi valovi, pa vse do 36-dnevne neprekinjene plovbe po različnih oceanih. S ponosom je povedal, da je bila njegova vloga častnika za zveze v tistih časih nadvse pomembna. Od konca prejšnjega stoletja pa je ta poklic zaradi sodobnih načinov komunikacije črtan iz mednarodnega nabora poklicev. Kot mornar je v zadnjem aktivnem desetletju delal na 4 različnih ladjah, zadnja pa je bila prestižna 4-metrska jadrnica. Prej je bil član posadk na tovornih ladjah in na eni izmed njih so doživeli tudi gusarski napad, ki se je na srečo končal brez hujših posledic. Ob koncu oddaje bomo prebrali pismo, ki nam ga je v objavo poslal velik zaščitnik slovenskega jezika in pravic državljanov Vili Kovačič, tudi član društva Domoljubni tiger 13. maj. Kdo so sopodpisniki besedila, ki ga bomo prebrali, boste lahko videli ob koncu. Navajamo. Podpisani člani društva Domoljubni tiger 13. maj in drugi podpisani izražamo protest proti zniževanju statusa maternega jezika na univerzi. Tako kot so se tigrovci za časa fašizma z velikimi žrtvami borili za slovenski jezik, ne smemo in ne moremo danes stati križem rok, kajti slovenščina je z novo zakonodajo ponovno ogrožena. Grozi nam, da bodo posamezne fakultete zaradi pridobivanja tujih študentov uvajali pouk v angleščini. Uvoz tujih študentov z uvajanjem tujega jezika je zgolj ozek interes profesorjev, nosilcev programov za prodajo svojih storitev, ni in ne more pa biti v nacionalnem jezikovnem in državotvornem interesu. Gre za popolno podreditev komercializaciji največje javne dobrine, ki jo še imamo kot narod. Gre za razprodajo slovenskega jezika. Odprtost univerze in znanstvena izmenjava sta dosegljivi na druge načine, ki ne bodo ogrozili slovenščine, bodo pa zagotavljali razvoj slovenskega jezika na najvišjem, to je univerzitetnem nivoju. Prvi od teh ukrepov je dosledno prevajanje v slovenščino, kar bi podhranjeno materinščino okrepilo tudi na univerzitetnem in znanstvenem nivoju. Za 100 denarja iz naslova bančnega ropa smo v stanju. Financirati visoko kvalitetno prevajanje angleško govorečih ali katerih koli tujih profesorjev ali študentov v materinščino. Povrniti na domače univerze odlične slovenske ljudi, ki so se uveljavili v tujini, da pridejo predavati in raziskovati na naše univerze. Preprečiti odliv domačih, najboljših kadrov na tuje univerze. Morebitna predavanja tujcev, gostujočih profesorjev, je treba dosledno prevajati. Da je to možno, je dokaz nacionalna RTV Slovenija. Namišljeni strah, da se slovenščino ograjujemo od sveta, je znak zaostalosti, pomanjkanja samozavesti in prevlade manj vrednostnega kompleksa, ki vodi v podrejenost tujcem. Izrinjanje slovenščine kot edinega učnega jezika z univerze ne vodi k narodovi omiki, pač pa v erozijo jezika in slovenščina obsoja na jezik sporazumevanja nižjih slojev izven univerze. Dokazi za to so v praksi že tukaj. Zato pozivamo Državni zbor Republike Slovenije, da se upre novi zakonodajni grožnji in zavrne vse postopke v zvezi s tem. Starosta antifašizma, pisatelj Boris Pahor, je ob 103. rojstnem dnevu izrazil podobno stališče. Zato vabimo vse dobro misleče ljudi, ki se zavedajo usodnosti trenutka, da se tej izjavi in takemu stališču pridružijo. Mislimo na Tiger Primorske, Maistrove borce, domoljubna in zgodovinska društva ter verske dostojanstvenike in vse domoljube, ne glede na svetovni nazor ali vero, da podprejo zahtevo, da poslanci Državnega zbora ustavijo postopek. Jezik moramo negovati od vrtca do najvišje ustanove, to je univerze, vsakršno popuščanje glede tega pa je nesprejemljivo. Očitno bomo kmalu potrebovali nove kaplane Martine Čedermace, ki pa jih danes v javnosti ni čutiti.
Stanje je slabše kot v času fašizma. Tedaj je bil narod osveščen, inteligenca, cerkvena in posvetna pa mu je stala ob strani. Žal smo danes kot narod, katerega glavni atribut je od Prešerna dalje lasten, vsestransko razvit in kultiviran jezik, znova na milost in nemilost prepuščeni novemu, tihemu raznarodovanju. Nova zakonodaja bo to stanje legalizirala, slovenščina pa bo s tem potisnjena na obrobje kot jezik negospodujočega podrejenega razreda. Zato pozivamo vse razumnike, naj se zavzamejo za to, kar danes še imamo, slovenščino kot prvi in edini učni jezik na univerzi. Tehnološka izmenjava in privabljanje tujih študentov ne morejo biti izgovor za ponižanje maternega jezika. Ivan Cankar bi se zjokal, Slomšek bi se temu uprl, poliglot Matija Čop pa bi ponovno pozival k omikani slovenščini, ki nastane lahko le z uporabo na najvišjem nivoju, to je na univerzi. Žal je v razpravi o jeziku to prepogosto spregledano, saj se podreditev angleščini smatra za samoumevno. Nihče nam ne more narediti večje škode, kot si jo lahko povzročimo sami. Zato ne dopustimo politikom, da uničijo to, kar so od Bržinskih spomenikov in Trubarja dalje, do prvega rektorja Slovenske univerze, dr. Josipa Premlja in drugih odličnih znanstvenikov in mislecev s trudom ustvarili rodovi pred nami. Politični razred, ki se sklicuje na mandat poslancev, nima nobene pravice, da se zgodovinsko neodgovorno poigrava s statusnim in dejanskim položajem materinščine, ki je že danes v javni rabi zapostavljena in mnogokrat oklofutana. Zato pozivamo poslance, da ne dovolijo nove, tokrat dokončno usodne klofute slovenščini. Kratkovidni pragmatizem ne more biti vrhovno načelo. Molk večine pa ne more biti kriterij za sprejemanje odločitev. Država, v kateri so pošteni ljudje manj glasni od trgovcev in sleparjev, nima prihodnosti. Slovenščina ni in ne sme biti na prodaj. Poslanci državnega zbora in državni svetniki, na vas je, da to nevarnost uvidite in jo preprečite. Naravni jezik Slovencev je bil in bo ostal slovenščina, ki bo s tem prenehala biti moderen jezik. Znanost in naravni jezik se ne izključujeta, ampak dopolnjujeta in plemenitita. Nadomeščanje materinščine z angleščino je zgodovinski kulturni genocid. Trubarjev rek stati in obstati je na kocki. Narod obstane z jezikom ali pa ga ni. Ne bodimo pogrebci v poslednjem sprevodu svojega tihega izginotja. Vsaka pot, tudi pot izginotja, se začne s prvim korakom. Prekinimo to pot navzdol in jo obrnimo v pot navzgor, v dvig narodne zavesti. To ni znak zaostalosti ali nekakšne predmodernosti, ampak znak zavedanja sebe, soljudi in narodne skupnosti, katere del smo in ostajamo. Če ne bomo spoštovali svojega jezika, nas bodo drugi, večji in bolj nasilni narodi povozili in izničili. Takrat bo nepreklicno prepozno. Kar ni uspelo fašistom od leta 1924 dalje, ne sme in ne more uspeti razdiralnim silam v nas samih. To je vse, kar smo pripravili za danes. Na naših videostraneh si lahko preberete vabila in obvestila o raznih kulturnih dogodkih, ki se bodo odvijali v naslednjih dneh. Imejte se lepo in nasvidenje.